Živijo, jaz sem Boštjan Abar in to je podcast podrobnosti epizoda številka 106. 1-0, aha, zdaj čakaš reakcijo, 1-0-6. Sorry, ker sem gledal mešalko. Ja, Anže Tomič, Boštjan Gorenc pižama. Ja. Kaj dogaja? Je nič. Lahko poveš, kdo je klekar. Moramo na koncu. Okay, ja, dogaja se kar nekaj stvari. Recimo, najdete nas na aparatus.si na Facebooku, kjer smo tudi seveda aparatus, legitimna FB skupina, kjer se dogaja kar veliko. Ja. Mislim, da Godlerjevi fani so tam. Mi se počutimo kar malo zapostavljene. Večina linkov, ki jih ljudje limajo, se delajo norca z Godlerjem. To ni lepo. Leave Godler alone, ljudje. Leave Godler alone. Free Godler. Ja, tako da greste lahko seveda tudi na Twitterje, tam smo aparatus.si in pa seveda tudi podrobnosti _si, kjer za naš profil nekam leno zadnje čase skrbi služen strokovnjak, ne vemo, ne dela dost treba. Mislim, da se je malo razvadil, da bi mu morali malo več hrane pa pijače dati. Zakazan, ker ni več organizem navajen to. Tako kot ljudje, ki stradajo, pa preveč jejo, pa jim želodec poč. Ja, a si gledal moj ata socialistični kulak, ne? Od tam imamo vsi to. Prišel je dan, pa je 3 kuhana jajca pojedel, zdaj ga pa ni več. In pa seveda tudi aparatus.si, naše spletno središče, kjer najdete vse podcaste. Zdaj, ko tole poslušate, ne vemo, če je že, bo pa svod, ne? Obot, ne, Shield. To je za tistih 6 ljudi v Sloveniji, ki gledajo to Marvelovo nanizanko. Sicer pa Aljoša Harlamov pa Igor Harp, ki sta oba že stara znanca, gosta naših podcastov, in pa Mito Gegić, bojo debatirali o vseh in še več zadevah, ki se tičejo Marvela in pa mogoče tudi drugih potem stripovskih sci-fi zadevščin. In pa seveda in njih in nas se bo pa dal slišati potem 29. septembra na meji nevidnega gospodarskega razstavišča. Mislim, da oni so ob 10:30, če se ne motim, mi pa ob 2. Mi smo headliners. Ja, pa vmes pa tudi film Flow. In pa tudi film Flow o Wonder Woman in drugih ženskih. Podrobnosti so headliners. Seveda, kjer smo čisto hitro povedali, Bokija ne bo, ker gre spet nazaj nekam v tujino, te sindikati pa to ne trebajo okoli letati, pa prodajati svinjske polovice za vzimance. Ja. Tako da bo Anže tokrat spet vodja, veliki voditelj in pa 2 ekipci, ki bosta tekmovali v podobnem formatu, kot je bil v kinoteki na živih podrobnostih. In sicer jaz pa Eva Košak bova en tim, drug tim pa Jure Godler in pa Rebeka, cosplayerka, članica organizacijskega odbora na meji nevidnega. Tako da bomo pa delali gikaste stvari, bomo obravnavali in se poslušali o njih. Sicer pa sam še nekaj. Podpri.si, ker se trudimo za vas. Hvala. Okay. Ne. Ta pauza mora biti, da ljudem seže do srca. Jaz te imam ful rad, pižama, sam nisi na nevoju Godlerja. Ja, Godler je Godler. Resno. Meni je bolj grozen. Se trudiš. Meni je bolj grozen. Ta podpora res nekaj pomeni, mi smo iz tega joke naredili. Ne iz česar kot drugega. Tiskaj je mogoče najbolj važen, iz tega smo joke naredili. Boki, kaj bomo danes delali? Danes, oziroma prej si omenil, jaz sem to bi še rekel, žive podrobnosti prejšnja epizoda. Ja. Tisti, ki niste poslušali. To je dobo pujsa. Ja, Tim Kataja. Podite poslušati, da te vidi zakaj. Danes pa, kako prikladno. 9/11. Ja, snimamo to. Z nami Boštjan Videnšek, Bošti, prinašalec, kaj smo že rekli, v narekovajih dobrih novic. Vedno evangelist, dobesedno. Pravkar pa se vrnil, oziroma pred par dnevi se vrnil pa iz Severne Koreje, tako da gremo debatirati. Pejmo. Anže, štarti zadevo. Bošti živijo, 3. Boštjan, ker 2 nista bila dovolj. 3. v dinastiji Kim. Okay.
Ta prva stvar, nekaj, ki smo se prej pogovarjali, pa je pol Boki zelo pravilno rekel, nekaj govor počakaj na podcast. Koliko cajta si čakal na vizo, si rekel, za Severno Korejo? V resnici 6 let, ampak to je bilo... Ja. To ni bil linearen proces. Okay. Zato, ker sem pač pred 6 leti se prvič zaprosil, potem še nekajkrat vmes dobil 2-krat zavrnjeno, večkrat nedvignen telefon. Ne? Potem pa se je letos zgodaj polet pojavila neka nenavadna možnost. Slišal sem, da obstaja nekaj kot Društvo slovensko-severno-korejskega prijateljstva. Okay. In to je letos organiziralo pot. To se meni sliši kot kakšna parlamentarna stranka. Ja, res tako. Unika dobijo ni cela 2%, ampak a to res, pač, kaj to pomeni? A to pomeni kaj, da nekdo ima pisarno, kjer... Če kandidira v Severni Koreji. Ja, seveda. To je res. A res ali kaj? A to pa nisem vedel. Okay. Jaz tudi nisem prej vedel, malo mi je bizarno bilo. Ja. Ampak se je skazalo, da je to res dobitna win-win kombinacija bila. Ker tisti, ki smo šli noter, seveda v skupini, ki je šla, so bili tudi turisti, smo šli noter precej transparentno. Jaz sem na ambasadi, potem želel sem, da organizatorje te poti, ambasado in ljudi tam, ki smo se srečali z njimi, obvestijo, da sem novinar, da grem noter pač tako, napolno transparentno, da se izognemo morebitnim težavam. Pol, ja. Ker en je enkrat poster, en je poster vzel, pa še ni vam prišel. Kakšne brke je risal. Ja, ok, to je res. Ne, pač prav, nekje je meja. Na 38. sporedniku. Tako je. Ok. Pač sem z lahkoto dobil to vizo in ko sem vizo dobil pasportu, sem z Dunaja dobil tudi 2 izvoda Pyongyang Timesa. V angleščini? V mislim, angleške verzije lokalnega časopisa, prirejenega za nas zahodnjake, z vrhunsko estetizirano propagandno vsebino. To imaš, to dejansko? To imam, ja. Okay, ja. Mislim, da bom enega doniral v Žardino muzej tiska. Aha, hodo. Se mi zdi, da tja sodi. Ja, tega še nima. Tako, muzej pritiska je to. Ne, zelo ljubko narejen, in je tak dober uvid v pot. Aha, pride pa z Dunaja, ne? Ja, z ambasade na Dunaju. To je tako dober, samo to, da povem, dokler sem na RŠ-u delal, ker sem začel v aktualno politični redakciji, smo konstantno dobivali, bomo enkrat na mesec je prišla kao iz kubanske ambasade, nekdo se je dal na spisek, ki isto iz Dunaja, ker na Dunaju so vse te, ki je po satelit za celo Evropo, smo dobivali propagando od Castrota. In koverta je prišla, si odprl in je bilo ta mesec, je pa Fidel. Ja, to je to. Ja, to je tako dobro. Če si na RŠ-u dobivaš tega Castrota, če pa hodiš v Bikofe pa New Yorker. Ja, v bistvu, da pol tam pušča. Ampak ne, ok. Zdaj pa eno vprašanje še za začetek, ker to meni najbolj, naprej gremo, kaj se dejansko v Severni Koreji dogaja. Kako sam letališče? Nočem to znamo vprašati. Banda turistična, malo sebine. Ker boš ti pa pol znoro, da ne bomo šli na te banalnosti, ampak vsem. Iskreno me zanima, vem, koliko je tega teatra, pač koliko si tudi napisal, preberite v delu, valjda v članku v zapiskih, res super reportaža, ki je ful tega teatra. Ampak me pa zanima, kako zgleda res ta banalen del letališča, tako je pri nas, ki pač stopaš dol, pa je nek security, pa karkoli. Kako oni pač tam to jemljajo, ker to pa je pol stik s svetom. Vse, kar se noter dogaja, je v njihovem fazonu, klepa ali ne vem. To je stik s svetom, ki tja prihaja. Svet, ki tja prihaja, je že selekcioniran, je izbran. In v bistvu to pomeni, da to ni stik s svetom. Okay, to je v bistvu bubble v bablu. Veš, to je mali oder znotraj velikega odra. Če kaj ni zares res, letališče ni zares res. No, iz tega me zanima, kaj pol tam naredijo. Pregledal, kakšne knjige imaš, recimo. Orwell pa kamiglih ne gresta čez. A to si probal? Drugi so probali, mi je škoda knjig. Ampak jaz sem pač vzel, ko bi rekel, košar halal knjige in ni bilo težav. Aha, ok.
Ampak recimo nazaj grede se mi zdelo ful bolj pomembno, ne? Ker so mi ljudje, ki so bili noter in kar sem prebral in spremljal, so me nekako strašili, da pač vse spominske kartice bodo ostale tam, ne? In da USB in da ni šans. Ne? Moj postopek na customsih je trajal maksimalno 2 minute nazaj grede. Ne? Bi rekel, da je to bolj izjema kot pravilo, no? Samo bilo je tako smut, da nisem mogel verjeti. Sko sem čakal, zdaj bo pa nekdo prišel do mene, pa mi je vzel mobitel, da pobral, ne vem, 1000 slik dol in tako. Ne? V bistvu smo imeli poseben status, veš, v bistvu neke vrste skoraj da politična delegacija. Ne? In, zaradi to, ker je šlo prek društva. Tako, ne. In ta Igor Jurišič, ki vodi društvo severno-korejsko-slovenskega prijateljstva, je tam res domač. Ne? Res handla stvari, tako ve, kaj dela, ve, s kom dela in ve, zakaj dela. Ne? In je v bistvu bilo, mislim, čisto novinarsko in človeško bi bilo to zanimivo pozvati. Ne? Izjemen socialni pedagog je. Pozna mejo in jo ves čas za malenkost prestopa in s tem, ko jo prestopa, obiskovalcem, meni tudi kot novinarju na nek način odpira vrata, ki jih je milijon, da prideš do neke resne vsebine, ne? Jih sproti, tako kot Prince of Persia odpira in skozi imaš neko novo stopnjo percepcije. Res pa je, da tisto, kar je ključno, ne vem, če se novinar odloči, da gre v Severno Korejo, ne smeš iti, se mi zdi skrajno neetično, da greš na čisti parašuting. Treba je, ne vem, jaz sem pred mesec in pol delal intervjuje s prebežniki na Kitajskem in Južni Koreji, prebral sem vse, kar nekako je bilo dostopne literature v krščanskih jezikih. Koliko virov je v latinščini v Severni Koreji? Stara grščina prevladuje. To so ti aramejski teksti. Tako. Obljubljen nam je bil sin in se je rodil s super frizuro. Tako, ampak bil je neizbrani, kot tisti prvi. Z prevelikega fetiša Disneylanda na ponarejenem fetišu leta 2001 zajebil svojo kariero in bil potem odšel v lastni exil v Malezijo in na Makao in potem predlani končal svoje življenje, ker ga je polbrat dal, bi rekel, morskim psom na nek način. Ampak prej si rekel, da on pač non-stop mal prestop, mislim tako, da pa odpira vrata. Valjda meste, to si tudi napisal, meste pa vodiča. Dva minderja, to je to klasična zasedba. Veš, in ponovadi sta vedno, kot sem rekel, ljudje, ki so bili večkrat moški in ženska, in v bistvu je malo good cup, bad cup, ki v bistvu te tudi one dva skozi malo premerjata, tako po kobrsko ti merita temperaturo in koliko sline je treba za ubijalsko porabiti. Če lahko zdaj smo letališče, ko priješ ven z letališča, recimo na enem normalnem metropole, pa enem mestu si predstavljaš, da so tu neki taksi, neka prevozna sredstva, nekaj čaka, lahko sploh tu primerjamo te prve korake, ko jih narediš v Severni Koreji z nekim zahodnim, pa ne zahodnim, azijskim mestom, poprečnim, ne vem. Veš, kaj mislim? Tu so neki kombi, ki čakajo, da te na točno določeno mesto že pelje, predstavljam iz teh dokumentarcev, to, da je vse res toliko splanirano naprej, ali sploh kot nek človek, oziroma na rekovajih turist, ki prije tja, pač človek, ki pač dejansko prije v to državo, noter ne kot turist, ampak kot človek, ki prije, a ima on to svobodo, da lahko se neki usedejo, nek taksi pa se odpelje. Zaenkrat je še vedno uradno programirano za vsakega, ki prije v državo. Imaš tisto, kar vidiš, pa tisto, kar počneš. In tisto, kar vidiš, zgleda, Pjongjang je v bistvu zelo urbano, sorazmerno moderno okolje iz neke poprečne estetike 1982. Tako cerka, pač neke podobe delujejo zelo znano. Starejši posamezniki v tej družbi imamo to v podzavesti, po moje shranjeno. Te slike, pač res trdo socialistične. Po drugi strani je očitno, da v mesto, ampak govorim izključno samo o Pjongjangu, to je pač res država znotraj države, prihaja kar vedno več denarja. Na vsakem koraku je praktično čutiti kitajski vpliv. In ena od mojih projekcij, pač, ki to opazujem, se mi zdi, da v roku 5 let bo to le še naslednja kitajska provinca. Očitno je, da se stvari odpirajo, da v bistvu kapitalizem ima to moč, da v bistvu tako, ko se kakšna pora odpre na nek način, kot hudournik penetrira. In to se tukaj očitno dogaja. Recimo na Severni Koreji na severu Severne Koreje imaš vrsto tako vanih svobodnih ekonomskih con.
ne, take, ki so nekako rasle, ne vem, v 70., 80., 90. letih po Srednji Ameriki. Cenena delovna sila, Kitajska more, v bistvu ima že težave s svojo delovno silo, ki je draga. To je meni bilo bolano. Mislim, jaz vem, pač koliko res, ker tehnologiji sledim, ne, pol veš, da se ta srednji razred, ali nižji srednji razred na Kitajski se res dviguje. Pač to ni noro, ne. Tako, ampak mi je noro, da pol grejo pa Severne Korejce izrabljati. Se to ni res za res nič novega. V 90. letih in do leta 2008 so velike ilustratorske družbe, mislim, od stripov, Corto Maltese se risal v Severni Koreji, do Lion Kinga in tako naprej, se je uporabljalo vrhunske severnokorejske risare, da so delali program za, bi rekel, otroke po celem svetu. To ni nič novega. Simpsonove so pa vse južni, severni. Simpsoni so južna. Z Južno Korejo so bili, ne vem, zdaj sem tako dobro štorijo, danes bral, z Južno Korejo so bili ful nezadovoljni, seveda, ne samo zaradi tega, ker je cena dela tukaj nižja, ker so bili risari toliko boljši, ker so res focused, in so v bistvu submisivno sledili navodilom, ne vem, nekih recimo francoskih firm, ki so delali. Ampak da se vrnemo, prvi vtis je odvisen od tvoje percepcije, tvojih predsodkov, od klišejev, ki so seveda resnični, kot vsi, na katere si se napalil, preden si šel. In če bi v bistvu bil naključen potnik, ki je pač prišel z letala in ne ve, kje je pristal, bi pač mislil, da mogoče s krajšim zamikom v času je pristal nekje v hladnejšem delu Azije. Nič več, nič manj. Seveda pol letališki proceduri se pozna razlika, pač ob natančnem pregledu. Ni ravno analni due diligence, ampak stvari funkcionirajo. Rekel si, da si šel ven iz države, prej si pač so security, pa 2 minute, kaj pa ko si šel noter? 16. Ni to zdaj nekaj, okay, dobro. 2 leta na dan sta maksimalno, letališče je gigantsko, spolirano, svetleče, ampak tako agresivno prazno, da, veš, če hoče imeti del s tabo, ga veliko ne more imeti. Hkrati smo pa pač napovedana skupina, na letalu noter nas je bilo ironično bistveno manj kot na letalu ven. To je taka metafora. Zelo tekoče šlo se skupno. Iz kje si letel tja? Iz Pekinga, drugače ne gre. A samo iz Pekinga? Ja, pa iz Šanjanga je še... Da drug let. Enkrat ne. Za 2 leta na teden sta iz Pekinga. Drugače pač večino se hodi not tako pač. Recimo, kako hodijo Kitajci, hodijo z vlakom, ki je pa 25 ur. Zdaj pa tako, rekel si telefon, se pravi, to je edina elektronka, ki si jo imel s sabo. Edina. Ja, laptop laptop sem pustil v kitajskem hotelu. Ja, mislim, v izogib odvečni izgubi časa, logističnim težavam in tako naprej. Itak pa nisem nameraval nič pisati. Prej sem pa prebral izkušnjo 2 danskih kolegov, ki je bila res ljubka. Zaradi te izkušnje nisem vzel praktično nad sabo. Pač to je bilo 2 leti nazaj, bila sta na nekem festivalu, nek kulturen dogodek je bil in sta bila v hotelski sobi popoldne, takrat se še ni dal kaj dosti hoditi po mestu, in ima bilo neskončno dolžčas čakajoč na večerjo. In sta se pogovarjala v pristni danščini, o tem opizda, ki bi vsaj mi 2 karte vzela s sabo, tako je fucking boring tlele. In sta šla na večerjo, sta pa in sta imela open deck, vsak na svoji posli. Pa v danščini sta govorila. Seveda. In pa sem to povedal 2 puncama, ki sta bili v skupini, in pa sta v bistvu ves čas v sobi chocolate brownie govorile in želje se ni uresničile. To je pomenilo, da se država očitno odpira. Politična analiza. Pa ker si rekel, telefon si imel sam s sabo, kakšen pa je pravzaprav signal pa moč signal, recimo koliko je, sploh imaš signal, si imel sam telefonsko, imaš dejansko kakšne podatke, pa tudi lahko odsuznaš. Ništa, ne, moraš imeti pač, obstaja seveda, signal imaš, ki je prepoznan od severnokorejskega operaterja, v Pjongjangu so mobiteli, na voljo so pač samo eliti, imaš tudi neko omejeno obliko interneta, bolj interneta, ki pač je pač zbrani internet sajti, ki jih lahko pač nekdo s tem spremlja. Recimo, tak ljubek moment je bil, ko ena izmed vodičk, ko sem v bistvu od prvega dneva naprej sem jo probal malo taliti, se ji približati, se veliko pogovarjati z njo. Študentka, mislim, da študirala je klasično francosko literaturo. Veliko si je bilo zapovedati, sem najprej pač je bila zadrgnjena in je bilo treba pač ta let staliti. Mi je na koncu tako prišla in objela in mi dala svoj e-mail.
To me je izjemno presenetilo, pa sem preveril, da je to splošen mail tega nekega kulturnega komisarjata. Ti si dobil kaj, infoafna si dobil, resnici. Nisi dobil ime, priimek, ampak infoafna. Info je Tone Pršak. Se pravi, 8 dni si bil tam. Malo manj, 8 dni bo cel 3. Kaj vse si videl tam? Tako, a veš, kakšne lokacije, evente, ne vem, zaigrane, kakšne te variante, ko jih vidimo po teh dokumentarcih. Kaj si uspel, a veš, ali si se pač enostavno tako pač malo v teh 8 dneh sam pač raziskoval, oziroma sam sproti izbiral, kar si želel, oziroma si imel dostop, da si videl, opazil, ne vem, da si potem lahko. Dobro, toliko visokih pričakovanj nisem imel. Ker poštija bojo opustili. Zdaj pa pridem dol, rad bi podoživel Titovo štafeto mladosti. No, vse to je lahko na nekem koraku. To je to, ko imamo meni tako percepcijo tega, da skozi imate neke njihove parade, pa evente, pa tako otroci isto oblečeni. To je edina stvar, ki vam pride v resnici. Koreografije, kar je grozen. To je tudi jedrna substanca, to se kot ID prodaja, veš, in je skozi prisotno. Dobro, mi smo bili tam recimo teden ali pa 10 dni pred veliko parado ob 70-letnici Demokratične ljudske republike Koreje. In je bilo v bistvu vse, kompletno vse v luči tega. Govorimo samo o Pjongjangu. Pred vsako šolo, pred vsako tovarno, ki sicer, ne veliko tovarno, pred velikimi poslopji, kjer se nekaj dogaja, na velikih mestnih trgih se je vadilo za to veliko parado. Tisoče in tisoče ljudi uniformiranih ali pa približno enako oblečenih v, temu rečem, koreografiji, izredno delujoči in učinkoviti in nad vse privlačni. Samo včasih je treba tega tudi stran pogledati, veš, kaj se dogaja za zidovi. In mislim, sem se trudil zjutraj, pač, kakor se je dal hoditi malo na sprehode. In pri tem ne bil preveč uveren, si pa ne upam in nimam pravice, do kakšnih res generalnih sodb ali pa nekih zelo bistrih opisov. Pač videl sem zelo omejene stvari. Imel sem željo, predtem sem šel, pač imeli smo možnost izbirati neke izlete, ne vem, da dodam, in pač želja mi je bila, da gremo v bistvu čim ven iz Pjongjanga. In ste nam dve želje uresničene, ena je bil Wonsan, mesto na Japonskem morju, na vzhodni obali, ki ga je tik predtem so ga zalile velike poplave in na poti je tudi bilo ogromne erozije v Severni Koreji, zato ker so bila praktično vsa drevesa posekana za marsikaj, tudi v času velike lakote, pa tudi prej. In potem na poti proti Južni Koreji, proti demilitarizirani coni, ki pa v bistvu ta fascinantna cesta. Na vsake praktično 30 km imaš letališče. Ker zmanjka ločitvenega pasu med dvema. In tam lahko pristane. Za nekaj kilometrov glih za tiste jalno stezo se v bistvu zravna in potem spet. Se to ni nek unikum. Ni, ampak to je nekaj šteko. Se pravi, tam zgine, sredina zgine in je pač lahko baza. In je pa flet in je tudi asfalt boljši. Za tisti del ceste, drugače ceste je res v obupnem stanju. Več kot 80 na uro, mislim, da z Land Cruiserjem ne moreš iti. Pa kot Amerika. Možno se novca dele, so sam proti. Ja, srednja. Pa New York je v bistvu razštelan. Zdaj sem se San Francisco res po taki avtocesti vozil, da je bilo tako, pač ne moreš verjeti. Ampak se zabavam. Ampak pa ti si rekel, da so neki tuneli, si pisal z vojaškimi kamioni. To je na poti proti Wonsanu. Tako pač od, ne vem, par 100 do par kilometrov dolgi tuneli, v katerem ni ene luči. Popoln darkness je noter in noter postojijo pač tako, ne vem, ali crkne tovornjak ali karkoli, pač sem pa tam imaš tovornjak poln vojakov, kar ne osvetljena, veš. In ti se tam pripeleš z unim kombijem, ko sem zakol vozil, komod se zaletiš in imaš, bi rekel, strašno nesrečo. Ampak promet je res fascinanten, se mi zdi tako, v marsikateri družbi je nek lakmus, Veš, tukaj pač se voziš desetine kilometrov, pa je gotovo več ljudi na avtocesti kot vozil, takih ali drugačnih. Si omenil vozila, kakšne avte tam vozijo? Pyongyang, srednji kitajski razred, na podeželju sem pa tja volovska konjska uprega, pa kakšni te res stari, old school, most na reki kvaj tovornjaki.
Okay. Kaj pa? Povej. Ne, jaz sem mislil, da je zdaj vprašal, kaj pa avioni, ker vem, da je to stvar. Ne, škaj me bolj. Iljušin Antonov. Ne, pa bolj me to. Zdaj, jaz bom pač za elektronko vprašal, pa že prej si rekel, da imajo ta intranet, nekaj itak. Pač sam par sajtov, ki jih lahko gledaš. To sem tudi že jaz bral, da rečejo, da si vrne koren ima internet, da to je zelo. Ja, to smo enkrat imeli že podrobno. Sem že imel enkrat noter, ja. Ampak ne, bolj me zanima pa to, kar si rekel, da pač električni avtomobili, ki jih Kitajci tam delajo, ne, to me je dosti presenetilo, ker si ne bi mislil, mislim, da bojo, ampak zdaj glede na poceni delovno silo, I guess. Ne, to je čist, bi rekel, kapitalno oportunistična akcija. Ja, to ni vezano na severnokorejskih high-tech in njihove sposobnosti. To je samo zato, ker pač ljudje šraufajo skupaj. Tako. Veš, ker je pač cenejše od Vietnama in Tajske in Laosa. Ne? Delovna sila namreč. Tle se s to delovno silo se mogoče tudi vprašaš, koliko je dejansko neke industrijske produkcije znotraj države, če ima tok in tok tisoč ljudi čas trenirati te dovršene koreografije. Za vse te prostave. A veš, ker to, da bo ti tebi cel stadion odplesal tisto, kot se zagre, to ne bo vsak dan samo pol ure po šihtu. Ja, ampak je med šihtom in tudi pred službo imaš te kolektivne dvigovanje morale, ki hodiš okoli, veš, in dekleta in žene in gospe v polni bojni upravi, ne govorim vojaški, ampak taki pač estetski plešejo že omenjeno koreografijo. Posod imaš to, ne vezano samo na parado. Ne? Ampak to je v bistvu, to je dobesedno folklora. Ne? In ne vem, tega ne smemo jemati kot tisto, kar najbolj v Severni Koreji je. Ne? Kar je mene res šokiralo, pa me zelo malkrat tako šokira, je, mislim, probam umiriti svoje pričakovanje s tem, da se izobrazim v času in prostoru, v katerem bivam, ampak tako ostre meje med glavnim mestom in vsem ostalim nisem videl še nikjer. Ne? Res tako zgleda, da je nek poseben planet, da tako malo padaš dol, res prav, ko greš z mesta ven, kar dol padaš. Ne? Čist neko drugo, ne vem, res v 17. stoletje. No? Ne? Vse se konča, konc je barv, ne? V bistvu iz sorazmerno barvitega sveta Pjongjanga, kjer se te lahko prepriča v to, da gre za nekako delujočo družbo / državo, padeš v Azijo izpred druge svetovne vojne. No? Ne? Ampak to res dejansko tako zgleda, da je nočem reči srednji česar, drugače se bi rad izrazil, pa se ne znam, ampak dejansko tako izpade, da si rekel, ta avtocesta pa je prazna, pa več ali manj so samo ljudje gor. Ne? Pa še teh zelo malo. Pa še teh zelo, no, se to, ampak ful malo videti. Okolni pa nič v smislu tistega, kar si videl v Pjongjangu, recimo. Tako, nisem nobene visoke hiše, tudi ena na 3 km. Kaj pa kak billboard z vsem mogočnim. Ne, to pa pač na vsake toliko. Ne? In kar je ljubka zgodba s temi billboardi je, pač oče in sin, oziroma stari oče in oče, ne, sta upodobljena posod. Ne? In to je pač absolutno nedotakljivo, blasfemično se je neprimerno obnašati ob njima. Ne? Vse, kar ni poklon in zrenje v to božanstvo, je odklon od pravilnega, ne? In je to seveda hitro zelo kaznovano. Ne? In če ona dva zreta naravnost v tebe, ne? Tako pač, ne vem, kaj je Song, stara korejska prestolnica, ne? Je tako v spodnji del skakalnice v Innsbrucku, veš, ko gre tako gor, ne? Se tako s cesto tako spusti in pol gre gor in pol na vrh sta dva od svete trojice. Ne? In zreta direkt dol na glavno mestno promenado, kjer seveda sredi stoji policajka, avtomobilov niso samo kolesa in pol čez je ena zebra. In jaz nisem vedel, zakaj se vsi vraga, ki grejo čez zebro, na sred zebre ustavijo, grejo dol z kolesa. Veš, in pol hodijo 1, 2, 3 peš. Ne? Sem pač malo vprašal, ne? In smo gledali debelo. Ja, pa se to pa, a ne veste? Tako, kaj? Ja, pač, če zre veliki vodja, ne? Ki mi sungvate, mu moraš vrniti pogled, se mu prikloniti in stopiti z kolesa in ostati. In pol nam je enkrat na zebri crknil, ta kombi, s katerim so se vozili, in šala o tem, če je to pač tudi med vožnjo moraš narediti, ni bila najbolj sprejeta strani severnokorejskih materjev. Wow. A pa si od teh dveh, ki sta vas čuvala, ne? Prej, ki si rekel, da si zunaj govor, se njo si tudi popisal, pač tak je francoščino, da študirala. A pa si dobil vsaj malo občutka na koncu, da
da vejo, kaj delajo. Da saj mal predreš to fasado, kjer je ona samo ful dobra uslužbenka Severne Koreje. A vidiš saj kakšen del nekaj, tako, ali pa kakšen cinizem vam pride, ker humor sklepan, saj fake humor more priti, ampak aj saj kaj, tako, aj še kaj drugega človeškega, ker sam je number one, pa sej čuvamo to zelo človeško. Ne, ampak hočem reči. Civilizacija je utemeljena na fikciji, na ničemer drugem. Se strinjam, ampak mene bolj tako zanima, ker valjda oni vejo, a veš, te ljudje vejo, mem česa te pelejo, tako si rekel, ker greš enkrat ven, iz mesta. A je kakršen koli cinizem, kakršna koli opaska, ali so tako stoični, da pač svoj ših delajo in to je to. In se da to furati v njih par dni, ki se ti bo zgodilo. Oziroma si ne upajo. No, sej, okay, ne upam, ampak tako, zanima me, veš, ti si s temi ljudmi si kar neki cajta. To ni, veš, to je tako, ne z enim na barki biti, pač, ne, točki se spoznaš. Mislim, je res, no. Mislim, nočem, veš, pa res se nočem norca delati, me zanima, a pol pride pol mal cela slika tega človeka. Do točke preloma. Zlomi pa rečemo, vem, to je vse za kurast. Ja, mislim, to je ta drastična varianta, ne, ampak. Skrajno neetično bi bilo, mislim pač, in človeško in novinarsko toliko vrtati v nekoga, to itak, ja. Da bi s tem ogrozil njegova varnost. Ne? Veš, če tudi meni si predstavljam, da bi vsaj pri enemu od te dvojice lahko prišel do tega, da bi se to zgodilo, ne? Ali pa na nek način mogoče je že šlo v to smer, se bi bil jaz tisti, ki bi se ustavil. Ker so preveč ogroženi. To se ful strinja. Napačna beseda ne sme. Ne, se nisem hotel reči, da bi ti to instigiral, ampak tako veš, ker si toliko sajta z nekom, a veš, a saj začutiš še ta drug del, ki ga. Seveda. Se to, ta del me zanima. To je to vse skupaj en del, ne, samo moraš biti tako nežen, tenkočuten, previden, mehak, ne. A veš, tako treba, res je gradualno to treba graditi ta stik, ne. V bistvu, za začetku si en drugmu objekt, a ne, v službi nekega algoritma pismo in potem se mora to res očlovečati in ko so stvari ful mehkejše in lepše. No. Mislim, jaz sem bil na koncu precej ganjen strani te punce in za strani njenega vedenja. Veš, sprejela nas je v bistvu tako zelo policajsko, ne, zelo šarp, čutil si nek tak agentski pristop. Ne. Na koncu je bil zelo badi vse skupaj. No, ok, cool. No, v bistvu sem to sprašal, ker se mi zdi, veš, ta fama se mi zdi, da obstaja, so šli ljudje v Severno Korejo, nekdo jih je čuval, tam so bili kar roboti na pulcaji, sam gledate, ampak meni se to zdi nemogoče, ker si pač s temi ljudmi 24 ur na dan praktično skupine, da na eni točki pač humanity pride ven iz ene in iz druge strani. Nisem, veš, tako, pač saj na nek način, no, tako bom rekel. Seveda pride, ja. Okay. Ne, to vedno verjamem, pri vsakem človeku, s katerim sem v stiku, verjamem, da to bo. Ne. Sicer mogoče to zelo orientalistično, ne. A veš, mogoče to moj mali fašizem, da verjamem, da imamo vsi notranjo potrebo po osebni svobodi, ne. A veš, mogoče to moja ogabna verzija izvoza demokracije, ne. So to rakete, na katerih piše Bagdad, ne? Ja, ok. Veš, treba biti tudi pri tem pazljiv, tako, ne? Orientalizem je kurbin sin, ne? Res kurbin sin. No argument here, pač. Kaj pa pol, kako pa plaža, pa to? Plaža je izjemna, tam sem rekel, pač. Cool. Kakšna je podlaga za tek? No, evo, zdaj pa to se pa združil eno. Pač jaz imam ta fetiš, da kjerkoli sem, grem pač laufati. Ne glede na to, kaj to je. In tudi en od naslednjih klik bo Running in the Crisis Zones. Ne? In seveda sem Severno Korejo vnaprej uvrstil v spisek. In moj OCD je silil k temu, da bom to izvedel. Ne? In z jebeno neto pokostnico goleni zaradi Ljubljane Triglava, če vse hribe vmes nesrečno končanega v Bohinju, nekaj dni pred odhodom, ne? Sem bil manjša nepremičnina. Ne? In sem rekel, vse bom naredil tudi, če pač za en mesec podaljšam okrevanje, da bom šel jaz Severni Koreji laufati. Ker se je že prvi večer predvsem mojim pričakovanjem za to ponudila priložnost. Sem prav, če šel lahko teče, pa je tlemaš. Ob reki ta dom, ki je tako lepo sprehajališče, tako se lep sončen zahod, veš, skoraj romantičen tek. Ne? In tam sem šel pač sam na sprehod in pol v Vonsana sem videl mehka podlaga, tole bo pokosnica držala. Dobro si tole uočil. Ne, pa to je jedro, jebi ga, ne more se zdaj delati, da bi kaj drugega zares zanima. In sem pol tam naredil eno tako počasno desetko, no. Ne? Sicer od ograje do ograje, okay. Omejeno, ampak bi rekel,
pofočkal sem se, uradno sem upisal to. Pa mogoče še to, kar si rekel o breki. Ne? Zdaj, veš, kaj ti rečeš, Azija, pa glavno mesto, ne, pa kjerokoli neka urbana sredina, imaš ti slike te zelo negativnega odnosa do okolja, ne, pač, kjer se ljudje ne briga, ne, sploh itak imamo te kitajski industrijski centri, kakšni so, kako je pa tukaj pravzaprav, ali je tukaj tudi toliko neke te težke industrije, ali je tam vse toliko na neki te drugi ravni ostalo, da tudi narava ostaja še znotraj. Pjongjang je klisterno čist, to še ne pomeni, da je voda čista, ne? Ampak tudi pitna ni, ampak... Čak, ni pitna, tudi v mestu, ne? Po moje ne, no. Sej, mislim, tudi rečeno nam je bilo. Ja, z lokalnimi, to mogoče reči. Res je tako bolestno čistoje, ne? Veš, in vse posod, tudi na cesti ljudje pometajo, ne? Tako pač to je malo, je na nivo zobno ščetko letalsko stezo pucati, ne? Povsod, ne? Imaš to, temu se reče volontersko delo, kar pač v najširšem pomenu, ker je šlo od prisilnega dela do norosti, ne? Ko pač ljudje s takimi malimi greblicami povsod, kjerkoli prideš, to pa in na podeželju in v mestu, v elitnih četrteh na vasi, nekako puljo travo in oblikujejo trate, ne? Pač, da ostajajo zaposleni. Vidno je, da je izredna tendenca po temu, da so ljudje ves čas v takem ali drugačnem pogonu, ne? In ta nikoli ni individualen, ne? Vedno je to kolektivno. Razen, tisto, kar pa opaziš, recimo v Pjongjangu, in na to sem bil naprej pozoren zaradi prebranih stvari, redko kdaj ali nikoli, razen preko teh uradnih paradnih reči, ne vidiš več kot dva človeka skupaj. Ker to pa je, bi rekel, fina subverzija. Prepoved združevanja. V družbi, ki pač propagira kolektivizem. Tako. Ja, sem trpljenje individualno, ne? In to se vidi. Se to, ampak koliko se pa mislim, ti si zelo tam, pač, ne, že spet dramatično se slabo sliši. Ampak kako si rekel, da so ljudje res matrani pa bogi? No? Pač, izven Pjongjanga. Ja, izven. Smo se malo premaknili, gremo lahko nazaj vmes na konc. No? Ampak to pač, te kapuljo, pa so avtocesto pucali. Železna zavesa, stara baba. Ja, v resnici. Ja. Mislim, to je, ja ne veš kaj, ti, ki rečeš 17. stoletje, kaj drugega si je pol težko predstavljati. Ne? Veš, kaj rečeš, da res stopaš, ko greš iz mesta ven. Jaz si težko kaj drugega predstavljam, polk vsak film, ki sem ga videl iz srednjega veka. Mislim, pa nočem biti nasraman. Ne, malo mladega Kurosave, no, zmešanega z vojnimi filmi iz druge svetske. No, ne. To je estetika podeželja. Pa res noče pretiravati. Tako, a veš, Vilco imaš povešeno od čudenja, no, ne, pa mi je že zdavno nehal tresti, kako se temu reče. Ne. Res. Ne, tako, v bistvu tudi družba je tako infantilizirana, da v bistvu se v tebi kot obiskovalcu, aktivnemu opazovalcu, ne vem, opazovalcu z udeležbo sproža otroška čut. Ne? Ker je toliko drugač, hkrati te pa, vsaj nas, ki prihajamo iz nekega nekoč komunističnega okolja in estetike, spominja na nekaj, vse je tako fucking znano, veš, govorimo o urbanem okolju, ne na podeželju. Ne? Podeželje je pa pač, je šok, ne? Vsekakor je šok. In tudi zato, veš, ljudje, se veš, po razpadu Sovjetske zveze, po kolapsu komunizma, ne vem, v začetku 90-ih letih izbruhala strašna lakota v Severni Koreji, ne? Tudi zaradi njihovega totalnega agrarnega mismanagementa, zaradi mitomanstva voditeljev itd., zaradi paca lokalnih in regionalnih struktur, zaradi izgube sponzorjev, od katerih je Severna Koreja živela, ne, od Sovjetske zveze konec koncev do Češko-Slovaške in vzhodne Nemčije, ne, so v bistvu stalo brez vsega. Ne, in vsaj severni del Severne Koreje je praktično tako rekoč Sibirija, ne, po klimatskih pogojih. In je od najmanj 1 do 3 milijone ljudi umrlo v tako manj veliki lakoti. Ne. Veš, in to je močno vplivalo tudi na to, kakšne generacije otrok, 1, 2, 3 kasneje so se rojevale, kakšni so potem ljudi bili, zmanjšalo je povprečno starost, močno zmanjšalo je odpornost, ne, in na podeželju je to mogoče videti. No. V mestu ne. Veš, v bistvu, kar je hecno v severnokorejskem, v Džučeju, v
neki severnokorejski obliki komunizma, ki je samo še nekaj let mlajši, pa bo preživel sovjetskega, ne? In z malo sreče, oziroma nesreče, prevzel vodstvo na tej večni lestvici. Ne? Ja, to pa je lestvica. To je fucking lestvica. Ja. Kje hočeš biti prvi? Kakšen je ta pokal? To me zanima. Okay. Mislim, da zgleda kot una mucka kamaha, sam da ima komisarsko čepco na glavi. Fuck, bizarno. Ampak zdaj, ko si omenil Severne Koreje, Anže, sem pa za tebe vprašanje. Ja. A ti veš, da sem jaz bil enkrat 50 km od tam? In če veš, zakaj? Rusija pa nekaj si igral. Vladivostok. Vladivostok. Valda, ja. A si ga kucnil? To sem šel gledati. Čez. Ja, ne vem, 50 km od meje, tako iz severa gor, ne, tako daleč. Čez ravni. Tromeja je tam, ne, Kitajska, Severna Koreja, Rusija. God damn. Tako da, se prav spomnim, ko sem bil takrat. Skoro smo se srečali. A si to boštja, kaj laufak je? Ne, 10 let od tega, 2008 sem bil tam. Smo z unim pristaniščem in... No. Lep je presežek, ampak ja. Kjer leta? 2008? Vse ostalo, 2008 se mi zdi, da sem bil tam, ja. To je bilo dosti. Ker si je Zoran Vulič tam živel in treniral. Okay. Ampak ko smo lih omenil malo košarko. Luč Vladivostok je bil futbol klub. V prvi ligi. Ja. Okay. Nas so premagali tam prvo kolo ruske lige, smo zgubili stari 9 ur razlike za Moskvo, ne časovne. Pa igraj tam tekmo, ne letiš, pa igraš, ko ne veš, igraš ob 4 zjutraj ali ob 2 To je proper jetlag. Temu pomaga vodka. Ne, hotel sem to vprašati, ko sem malo zavil na temo košarka. Pa Denis Rodman. To moramo reči. Pa nasploh prisotnost košarke v Severni Koreji. A je kako, mogoče čez glupo vprašanje, ampak vseeno, a je kako zunanje igrišča, se otroci igrajo, ki je meče, kaj na koš? Videl sem vsaj 4 in ko sem bil pozoren na to, kar vedno sem, ampak ne zaradi košarkarskih igrišč, vedno, ko grem, probam najti tudi neko malo fuzbal štorjo, veš, tudi zaradi slikc pa to, ne, pač mogoče za kakšen projekt prihodnosti. In s fuzbal placi nekako nisem imel sreče, ne, ker so bila pač bolj manj improvizirana, po mulci se tako malo igrajo, videl sem pa košarkarska igrišča, ja, in to v bistvu povsod. Ne, v tem Vonsanu celo dobro, bili smo v nekem otroškem kempu, kjer je bilo vse razen otrok, ne, tudi morski psi in delfini. Otrok pač ne, ampak bila so pa košarkarska igrišča. Peljali so nas gledati internacionalni otroški kemp, kjer pač kot rečeno bilo vse različno. Kak kemp internacionalni? Ja. Ne? To je problem, ki je internacionalni. Jutri k nam pride nekdo iz Tanzanije, je bil odgovor na vprašanje, kje so otroci. Okay. Ne, samo veš, moraš v bistvu ob temu, ko dobiš tak odgovor, si predstavljati, kako težko je, potem, ko si dobil že približno 270 takih odgovorov, ne bi prej odhraniti ksih, da na njemu napiše what the fuck. Se to. Ne, third boy. Ja. Jaz hočem reči to, jaz če bi bil s katerim kolegom, a recimo, če bi jaz bil tisti, ki pokne. Ki ne zdrži, ker straight face ne more držati. Kot Sašo Hribar, ki pač 3 leta se enkrat ni zadržal med branjem smrtnic. Erekcija na nudistični plaži. Ne moreš, če si proti. Ne, pa zgodi se pi. Ja, veš. Ja, god damn. Camp. Internacionalni camp. Kjer ni otrok. So pa morski psi in delfini. A so ti morski psi mogoče krivi? Nove žoge. Kaj? Če so ti morski psi mogoče krivi, da ni otrok. To ni slaša. Zakaj se smemo? Ne se smejati. Ne, škaj vidiš še zanima? Anthony Jeselnik, type of humor. Ja, Anthony Jeselnik. Škaj me še zanima? High five. Škaj me še zanima? Ki si rekel plaža, pa da je bila cool, pa ta, pač karko, veš, obmorsko mesto. Sem pa tja, kdo ležal pod Morelo? Ne zanima me to. Bolj me ta zanima, ker si prej rekel, da je bila ta estetika, veš, izpred, si rekel 70, pa to, a se je kle tudi to poznali, da so gradili, kle bojo pa letovišča, zdaj ostajajo te, mislim, je bilo tudi ta plansko, klemo pa na morje hodili zdaj in je bilo pol nekaj zgrajen, ker zdaj sklepam, da sameva ali še kaj živi. Mislim, ne čist sameva, bilo je nekaj ljudi, ampak, a veš, tako se
počas, omejeno, na pol prazno, ampak sem pa te neki ljudje, tudi kot druge. Razen v teh množičnih eventih nikjer ni gužve, ne. Ampak na plažah mi je bilo tako res zanimivo, neka taka metafora se mi zdi Severne Koreje, mogoče najboljša, kar sem videl, imaš pač to neko klasično infrastrukturo, veš, ležalnik pa marele, ne. Ampak na teh marelah, razen na redkih, ne, nikjer ni gor nekega blaga, veš, da te zaščiti pred sencem. Je samo kovinski rob in to je to. In ljudje suvereno ležijo ali pa sedijo pod temi marelami. Ne vem, imaš Kim Il-sung faktor 100. Okay. Oziroma se opravičujem, čakaj, koliko bi bil zdaj faktor 106, ki se pač šteje po džučeju, pred in po našem štetju. Ne? Ja, tako. Ne? Voda, hladna. Voda sem šel samo z noge noter hladiti po kostnico. Ostali so se kopali. Ne? Aha, so se kopali. Imam pač neko travmo slovaškega bazena iz leta 89. No. Nič več naprej. Ne, tako. Zmeren, ja. Rajši šulaupa, torej. Ja. Rajši šulaupa. Tako, ja. Okay. Wow. Samo nekaj še za en detajl. Koliko se je bilo kombiju, ki si rekel, kaj to pomeni? Koliko se je potovalno okolje? Se pravi, ona dva, ne? Mislim, da nas je bilo skupaj, cela ekipa, mislim, 10. 10 ljudi. Ja, nas je bilo 7-8, no. Ja, tako, čak mogo prešteti. Ja, recimo, no. Ja. A pa to zdaj sam Slovenci ste bili kle? Ja. Okay. Ja, pač društvo, ne? Ja, to je še zmerom najboljši podatek. Ne, še lepši sledi, ki pa je v bistvu res lep, ne? Da ne bi bilo preveč cinično. Ne? Ta Igor Jurišič ima neko osebno veliko mirovno idejo, ne? Pa ne, da bi jo zdaj propagiral, ampak jo bom predstavil. Pač Maribor je najstarejša trta na svetu, ne? Ja. In je se odločil, da bo v bistvu z vinsko trto nekako simbolno povezal Južno in Severno Korejo. Ne? Da je to pač ena Koreja nekoč nekje. In je v bistvu povabil in južnokorejsko in severnokorejsko delegacijo, ta bo zdaj v naslednjih dneh prišla v Slovenijo, da v bistvu oboji, eni v Seulu, eni pa v Pjongjangu gojijo trto, ki v bistvu rabi 3 leta, mogoče z malo sreče 2, da se vzpostavi, in lahko narediš prvo vino. In potem bo to vino, verjetno se bodo odločili kje, najverjetneje pa v demilitarizirani coni, na 38 sporednikov, če bo to sprejeto, ampak to zahteva veliko. Demilitarizirana cona definitivno ne bo dealkoholizirana. How predictable. Ni dvomiti, ne, in da potem se to vino spije v čast pač skupne Koreje. Se mi zdi, da je to tak lep korak, pacifističen. No? Ja. Zdaj, ko smo pa vino, moramo pa hrano omeniti, oziroma vprašati, kako pa zgleda jedilnik tvoj? Ja, kot vegi, ne, sem imel težave, ne. Ampak vajen sem na težave, jih predvidevam in zato... Nekoč preživel teden dni v Prekmorju. Ja. No, ampak... Ja. Vsabo vzamem neke stvari. Ok, no, kaj so pa drugi jedli? Drugi so žrli kasvine, zelo simpel, pa tudi pil, pač ogromno hrane. Okay, ampak kaj? Ne, to so banketi za tujce, a ne? A veš, to ni, da se pokaže, da je lokalna dieta, ne? Da se pol... Meni je najbolj šumni dokumentar, kaj bi Shane Smith, ko je za Vice delal. Ja, tako ima restauracija ogromna, tako za 500 ljudi, pa tako on sam. Pa 2 sedita, no se tako bilo tudi tle. Res, ampak pripravljeno na mizah, vse je tako, pribor, ne vem, servete, tako za maso, ampak... Za banket, no. In 10 vas je jedlo tam. Tako. Ja. Narejene pa za vse, pa, a veš, una ekipa nasmejana, angažirana, ampak traja pač toliko, seveda, kot da nas bo 2000. Ne? A pa so vam dali lokalne jedi, ali so se tako malo približali evropskemu človeku po okusi? Recimo za zajtrk si imel lahko korejskega pa evropskega. To je bila pač razlika med tistim, kar je bilo težko gledati, pa med omleto. Med omleto pa? Med tistim, kar je bilo meni težko gledati. Pač, tam je marsikaj ujedga ali pa zaplinjenega not. Ja. Ampak ne, mislim, jaz v Aziji kot vegi res trpim. No. Ne, veš, če tam pride kakšna olušena želva in je malo hudono. Pa tudi na ulicah je zelo malo psov. No. Tukaj ne poskušam niti biti duhovit. Ja, mislim, 2002 med svetovnim prvenstvom v fuzbolu sem eni vasi pri Busanu na jugu Južne Koreje sem šel teč. In tako pač šel sem 6-7 km off the beaten track, kako se temu reče, v eno smer in se sam zaslišal tako huronsko pasje cviljanje. Tako
enoglasno cviljanje množice psov. Ne? Sem pa laufal v smer in sem pač nehote prišel na gigantsko pasjo farmo. No? Ne? Ki je v bistvu zgledal tako, to je res. Vert je, če pristaš, če smo živalski rasisti. Ne? Ja, sej. Ni hujše oblike dvojne morale kot to. To se strinjam, ampak je pa res, da resmo pri nas, kar rečem pač na zahodu, kakorkoli obrneš. Ne, meni samo to, se strinjam, to je dejansko živalski rasizem, to se čisto strinjam, ampak je pa res, da se pravi, jaz sem kjer menja ne vidim, ki se s svojo kravo pogovarja, pa je čoha. Mislim, tako, Indija. Mislim, pejt na kakšno visokogorsko kmetijo. Jaz nimam svoje kraje, pa se vsako pogovarjam in čoha. Hočem sam reči, se mi zdi, da je res ta glavna, pa grozen je, kaj je fora, jaz priznam za Severno Korejo, sem bil jaz na začetku to, kar je mogoče najslabše, kar zveš, veš te dokumentarce, pa par stvari prebereš, pa je v bistvu samo ta začudenje, pa se greš ta pageantry, ki ga oni predstavljajo, pa se ti to zdi fascinantno, o moj bog, le kaj kažejo. Jaz sem pa dejansko res full rad berem o teh stvarih in potem sem pa prišel na parih ljudi, kot ti, ki so bili tam, pa ki pol tudi malo svetlijo, pa res na te temelje, na čemer to stoji, ki je pa res beda, groza in umiranje ljudi. In je to pol meni težko, zdaj mi je res težko odmisliti. Včasih sem bil pa čist sam fan, sam kje te pelejo, veš, je bila sam ta moment sem imel. In pa kaj rečeš, ne vidiš nobenih psov, pa če veš za ta veliko lakoto, pa glede na to, da veš po podeželje 17. stoletje, to res, meni to ni smešno, mislim, na nobenem nivoju ni smešno, pa meso je. Na tvojem obrazu zdaj, dragi poslušalci, ne vidite. Ne, pa iskren, res, pa zato me zanima, ker si rekel, da si se umestil v čas in prostor, pa da si pač full. Kukor je bilo mogoče. Kukor se da. Ok, fair enough. Zmero je to, kar sem jaz naredil, je novinarsko popolnoma nelegitimno. Ja, ok. Omejen dostop, omejeni veri, omejeno znanje, omejen insight. In pač z veri, vsem, kar sem na voljo, sem naredil pač svoj optimum in to je to. To še zdaleč ni, mislim, v resnici niti nimam pravice, ki dosti razpravljati o tem, razen zelo na površju, tako pač kot nekdo, ki je tam bil, nekdo, ki to ve, pozna, razume in ima globoko vid. Mislim, da je to nujno priznati. Veš, sem stvari, ki sem, mislim, človek, ki je 10 let poučeval na univerzi v Pjongjangu, bivši sovjetski znanstvenik in tako, je v svojem pisanju pa je v bistvu prva avtoriteta za Severno Korejo, izven Severne Koreje, tako izjemno skromen ob svojih observacijah, si ne upa dati nekih res suverenih, vehementnih sodb. Zato, ker še on trdi, da ne razume in ne pozna dinamike, recimo zdajšnjih sprememb. Vsekakor pa spremembe so. In se čutijo mogoče glih pri tem, kako se ljudje že zavedajo, da obstaja svet tudi tam zunaj. Da to ni edini svet, da to ni mogoče tudi najboljši svet. Kot se je več desetletja bila to pač edina resnica. Če ne poznaš drugega sveta, je potem to dejansko res edina resnica. A veš, to je pač, ne vem, mogoče tam na nekem planetu. Mogoče tudi naša percepcija je res omejena. Pa to ni flat eartherski argument. Lahko bi bil, Bog pomagi. Mi je kar slabo ratalo, ker sem misel razvijal. Ampak ne, zdaj, dve stvari sta se pomembne zgodile med to tragično lakoto. To je bil čas itak pač pospešenega razvoja informacijskih tehnologij, USB-jev in bi rekel manjših formatov nosilcev informacij, zvoka, filmov. Treba VHS kasete prešvercati. Pa niti ne CD-jev tudi, veš, več. In v bistvu, medtem ko so pač prvi smaglerski val, tihotapski val se je začel izključno z čiste eksistencialne potrebe. Pač hrana. In ta hrana vedno postane tudi posel zelo hiter. In s preprodajanjem hrane na tržicah je vrsta ljudi precej obogatela. In takrat je država sicer imela še zelo restriktivno, grobo ubijali se ljudi, se jih zapirali, ampak na eno oko sem pa tja je vendarle, eno oko priprla in dovolila, da se to dogajalo, ker je bila to neke vrste korekcija in da stvari niso šle predaleč, da ni prišlo do nekega masovnega revolta,
ali pa tudi masovnega egzodusa na drugi strani, se je v bistvu to korigiralo s tem, da se je dal švercati ali považati hrano v državo, seveda izključno samo z Kitajske. Ne? In s hrano so začeli prihajati cunje itd. In nekateri ljudje so bogateli in je v bistvu s hrano je vstopil tudi neke vrste kapitalizem, odprle so se tržnice, neke zasebne iniciative in tako naprej. In kar naenkrat je ogromno ljudi imel tudi stik s tujino. Na Kitajskem so najprej prihajali v stik s filmi, tudi južnokorejskimi, in te filmi so začeli potem počasi prihajati preko USB-ov in s prvimi računalniki tudi Severno Korejo in je mogel režim na to odreagirati. Ne. Teh zgodb ne poznamo. Ne. To se mi zdi ključno, ne, da v bistvu takrat, ko je bilo v državi ko je bilo v najhujšem stanju v svoji 70-letni zgodovini, je v bistvu so začele prihajati informacije tudi v drugem svetu. Ne? In v bistvu na najbolj ranljivo telo in dušo se je prilepila podoba nekega drugega sveta. Ne? In je mogel režim odreagirati, da je preživel. Ne? Preživel je pa na nek način je sreča, da je odneslo, mogoče malo prehitro, srednjega odkimov. Ne? Ker je za preživetje severnokorejskega režima, ne? Ker takrat on med leti 90 oziroma takrat je v bistvu že v začetku 90-ih on prevzel vajeti, ker je bil njegov oče preveč bolan in sploh pa po njegovi smrti 1994 do 2012 se je zgodil ogroman. Ne? Hkrati se je pa pripravljalo, kot rečeno, prej prebeglega sina in lani ubitega za prevzem oblasti in potem je v bistvu bilo potrebno prevzeti, je mogel režim narediti neko čisto drugo nepredvideno potezo, nekaj, na kar niso računali. In to je bil Mali, ki pa pač je po študiju v Švici v stiku z drugim svetom, veš, očitno tudi sam sebi ni mogel več toliko lagati. Ja. Je prišel noter in ne vem, nikakor ni, to si upam trditi, tako neumen, kot zgleda. Ne? Veš, tudi ljudje, ki so ga poznali, ki so delali z njim, bili njegovi sošolci, so se družili z njim v Švici, praktično vsi govorijo samo o superlativih, o izjemno inteligentnem, reflektiranem, izobraženem človeku. Okay. Ja. In to ti naredi, če poslušaš svoje slike. Mislim, mogoče ali pa predvsem slike svojega fotra. Pa detka. Ne, njegovih slik ni tako velika, veš. V bistvu... Zdaj, ta boj se še dogaja, ne, v višjih ešalonih, to še ni čisto odločeno, v resnici. Po moje ni, ne, in tudi te veri, no, mislim, ljudmi, s katerimi se pogovarjajo, pa jih res ne smemo menjati, ne. Vsi pravijo, da pač poteka za spopad stare z novo gardo, ampak staro gardo je on tudi znotraj familije, ne samo nasploh stare garde, kar fino spucov, ne. Je izvedel čistke, ne, in on gotovo, pač ne vem, spet ne smemo pozabiti, da je podizvajalec kitajske zunanje politike, to, ja. Ne, in v bistvu figura njihova, ne, ampak to, kar dela modro, po moje, ne, in za Severno Korejo je sjajno, da obstaja Donald Trump, ne. Ja. Ja, jaz iz tega zornega kota gledaš, jaz se to čisto strinjam, zaradi tega, je edina stvar, ki je na uni strani presekala kar se je prej cel čas dogajalo. Ne? Mislim, ne vidiš si lahko dovoli neresne poteze, ne? Ki pa v bistvu samo nadaljevanje prejšnje politike v resnici. Ne? Ampak lahko nekaj narediš, kar prej ne bi mogel. Ne? Ja, to zdaj Amerika dela v Severni Koreji. Se tudi kje drugje v resnici. No, ja, to je res. Zdaj bomo prehiter zašli v Donald Trump, je ok. To so zelo bolani odvodi. Ne? Ja, itak, ja. Ne, sem pač geostrateške razmere in razmerja so v tem trenutku zelo pisane na severnokorejsko utrujeno žgano kožo. Ne? Zelo. Ne? Ampak koliko si ti videl? Nikogar ni, ki bi si zares želel, razen Japoncev, mogoče sem pa tja zaradi nekih zgodovinskih razlogov, da bi ta stvar se zrušila. Nikomor se ne mudi. Ja, no, vse to pa, ker si Japonce omenil, tudi na hitro članku, ker to je vedno ta, ne, da sosedi se zmeram bolj ne maramo, ne, kot jaz tudi Južnem Korejcu nimam nič, ker nič ne vem. Ne. A veš, ne, enega historijan, kako je pižam, pa lahko sovražim. V glavnem, ampak kako znam reči, koliko je... Jaz bom sam to rekel, ko Štajerska napade, sem jaz prva obrambna linija, tako da bolj previden, kdo je prijatelj tvoj. Ti si v skok, Janičar, daš na to. Ne, Krajišnik. Ne, ampak kako pa pač ta Japonci, ne, pa vse ta razmerja tam noter, to se tudi pri njih kaj čuti, ali je samo vse usmerjeno v resnici,
Amerika je najbolj grozna. Vedno je prvi bad guy. To je Amerika. Ne, Japonci so še nesporno na prvem mestu, le zgodovina je tu. Dolga leta okupacije. V resnici, že toliko cajta nimajo nič z Japonci. Že toliko cajta nimajo nič druge zgodovine. To je v bistvu vse šolski učbeniki, kompletna propaganda, cela naracija države in družbe je vezana na obdobje med japonsko okupacijo sred 20 let pa do konca korejske vojne 27. julija 1953. V 25 letih recimo se je zgodila vsa zgodovina, ki je upovedana in vedena. In pač Japonci in Američani so na tej lestvici visoko spredaj. To je spet ena lestvica, ker ne veš, koliko je dobro. Tako. Tudi močem vedeti, kakšen je pokal. Pokal, precej. Pokal. Tako, jaz sem hotel na koncu hotel samo reči, a je, prej sem študiral, ko si to razlagal, sem rekel, toliko smo dali zanimivih stvari, pa zanimivih takih informacij skozi. A je mogoče kakšno tako vprašanje, ko bi si ti že želel, da bi te mi še vprašali o tem? Zato, ker če še kaj takega smo spustili, kak dogodek ali kakšna taka stvar, ko si ti stisnil spomin, da mogoče se nismo mi dotaknili tega. Ker se mi zdi, da jaz sem tak feeling, tudi ko recimo ogromno potuješ, pa to, da je doskrat, pa polko imaš pogovore z novinarjem, vse to, polko končaš, enkrat sečeš, si želim, da bi me to pa to kdo vprašal, kdaj. A je z takega zanimivega potovanja, je kaj takega, kar mogoče nisi omenil v članku, ali pa zdaj tule, da je mogoče, da smo spustili, ne vem. Mislim, predvsem, veš, želim si, da bi imel več zapovedati v resnici, da ne bi ostal na ravni zgolj mogoče intenzivnih, pa pač zaradi nekega talenta dobro artikuliranih opisov, kar je v resnici tudi neka vrsta blefa lahko, veš. Zelo sem lačen vstal, pač Bravo. To mi je kaj všeč, da je posnet. Dobro, da nimamo videa, ker to izven konteksta zelo epsko. Boštjan Videnšek po obisku si je rekel, ostal sem lačen. Naslo malo. Ne, sam se mi zdi, iskreno, se mi pa zdi, meni je to všeč, meni je všeč, da to sploh rečeš, ker res vidiš, kar vidiš, samo zaradi tega, ker te unim pač par stvari pokažejo. Ta kliše pač ostane in je težko govoriti, veš. Lahko se greš geostrateško širšo sliko, še lahko pogledaš, ampak se mi zdi, da... To je tudi švercanje, a veš, to lahko naredimo doma, ne? Se je to, ampak tisto, kar je pa mene, pa to, kar smo se največ pogovarjali, pa to, kar rečeš, koliko so ljudje zmatrani, se mi zdi, da te stvari dajo pa malo več mesa samo skupaj. A veš, če bi ti šel ne, res iskreno, malo mesa, o moj bog. Zdaj se moramo še malo ponavljamo, še nič več reči. Ne, ampak hočem sem tako reči, se mi zdi, da malo več pokažejo, veš, tega ponavadno vidiš, ker vse, kar sem jaz do zdaj gledal, razen, predvsem bral sem več takih stvari, ker je ljudje na poti iz mesta do morja vidiš ene stvari, ki jih pa mogoče lahko zdaj ali prav ali narobe interpretiraš, lahko jih saj interpretiraš. Opišeš jih, ne poveš, kaj si videl, pa odvisno od tvojega nekega predznanja in neke možnosti refleksije, in tudi po mojih humanističnih nastavkov, kaj vidiš in kako vidiš. Mislim, to je tako, če bi prebral tako reportažo, recimo, ki sem jo jaz naredil, bi mi bilo zanimivo jo brati, ampak pisati iskreno, kakšne blazne uporabne vrednosti, ne vem, če bi jo prepoznal v njej. Veš, lahko povem eno reč, kako Severna Koreja deluje. Komorkoli jo, bi rekel, tujini ponudem jo zagrabi. To se mi še nikoli ni zgodilo, z nobeno štorijo na ta način tako lahkotno. Nekritično, brez podvprašanj in brez editinga. Zato, ker je taka, bi rekel, vroča žemljica. Zanimivo, ker po eni strani je vroča žemljica, samo je toliko predvidljivo, kaj boš informacije, ki pridejo ven, niso po svoje. To ni nekaj takega, bi rekel, vedno nekaj novega zveša. Ta fascinacija. Timing je pomemben. Pogovori z Amerijo, Singapurska deklaracija in te stvari, ki so se zgodile. Jaz mislim, da je še zmeraj full fascinacija. Nuklearno orožje. Velika fascinacija je še zmeraj ta zaprta država. To se mi zdi, da je še zmeraj tak McGuffin je. Ima nek svoj čarnost. Ima nekaj, kar vleče, a veš, ne glede na to, kje pa res še ta kombinacija 70 obletnic, to je pa to treba. Pa vsi imamo tako, imamo zabetonirane predstave, in tudi, ko prideš po moje rabaš, mislim, en teden ni dovolj, nikakor ne, tudi če bi imel nek full access, zato ker
ne stalijo se te predstave. Ne? Veš, moraš se boriti sam s sabo in info, ki ga ti kasiraš, zavedno, nezavedno, mora tako vstopati vate, to mora trajati. Ne? Veš, jaz tako, ko sem ene stvari, ko sem meditiral svoj tekst, sem se rekel, fakt, to pa čisti orientalizem. Tako pišeš, kot ljudje leta 1920, ki so, ne vem, potovali po Balkanu, a veš. Ja. Tako, a si ti na Kurčevem safariju, ne? Tako, ne, zdaj z neke take, iz nekega comfort zona opazuješ ljudi, ki so neke žrtve temnih strani zgodovine, a ne? Veš, to veliko mora biti samo spraševanje in samo refleksija pri teh rečeh, a ne? Hkrati, pa če ostaneš zvest svojemu poklicu, a ne, kaj več, ko si videl, pa zvedel, slišal, pa tudi ne moreš povedati, ne smeš. Ne? Plus, da kot rečeno že prej, nujno in esencialno je zaščititi ljudi, s katerimi si se, ali pa sem se pogovarjal. Prej in sproti. In teh je pa kar nekaj. Ne? In seveda pač ta zgodba bo imela nadaljevanje in je veliko širša in močnejša bo v moji naslednji knjigi, in ker pač tudi bilo temu primerno za zadnje poglavje delano. Ne, Lepa. Ja, pri Cambridge Scholars Publishing. In so pač tudi oni to z veseljem pograbili. Ja, že spet, pa zadnje poglavje. Ker pač ja, pa zadnje poglavje, ja, ker pač tretji del je Society in... Upam, da še nisi sit naših vprašanj. Nehimo tebi z tega konja. To je tudi narobe. Ja, ker je bil verjetno že postrežen. Že točno to. Pa da ostanemo pri tem pisanju, mogoče čist neodvisno od tega, kar smo se zdaj vse čas pogovarjali. Ti poleg tega, pač, da si novinar in da pišeš, pa da se bi ta knjiga v teku, pa to si zadnje leta tudi v teatru pristal. Ne? Najprej z Rokom Petrovičem, zdaj si pa... Zatopka, kako se pravilno? Ja. Zatotek. Ja. Ja, si spisal dramski tekst za Anton Podbevšek teater. Lahko kaj več o tem preskoku narediš, ne pač pa gledaj tako na vso to svojo fascinacijo s tekom, ki si tudi omenil, da nisi mogel reči ne v Koreji. Ostalo je nekaj apetita za te zgodbe. Ni velike distinkcije, ne, med obema zgodbama. Res, zato ker ko sem pisal, mineva nekaj tednov minilo od 50-letnice Praške pomladi. Ne, in eden od razlogov za to zgodbo, mislim, da se je tako delala in na ta način, ko je narejena igra, je tudi ta 50. obletnica, ne? In sovjetska invazija na Češko-Slovaško. Pred lani jeseni mi je režiser Matjaž Spograjec, s katerim sem skupaj delala tudi Roka Petroviča, Rokovo Modrino, poslal sam en SMS, medtem ko sem bil na Kreti, ali poznaš športnika, ki je rešil svet. Ne? In sem v 20 sekundah, po mojem nazaj odgovoril direkt SMS, Emil Zatopek, in on meni čez 6 sekund naredi. Ne? In to je bilo vse, brez navodila, veš, nič kako bo naredila, kaj bo naredila, samo to. Ne? In pač jaz sem pol naredil nek tekst, ki je intimen boj proti vsem oblikam totalitarizma. Ne? In in zaščito neke osebne svobode. In Emil Zatopek je točno to bil. Ne? V času najbolj radikalne, ostre, hladne vojne, najbolj grobih blokovskih delitev je bil on tisti, ki je svojo, predvsem telesom in tudi dušo, rušil Berlinski zid simbolno in na nek način tudi zelo fizično v nekih obdobjih. Hkrati je še vedno najboljši vzdržljivostni tekač vseh časov, edini, ki je zmagal 50 in 42 km na olimpijskih igrah. In njegova žena Dana, ne, in zato je Love v oklepaju story, je to tudi velika ljubezenska zgodba o nekem izjemnem odnosu, tudi veš, rojena na isti dan, poročila sta se na isti dan, pa tudi zlato olimpijsko medaljo sta osvojila na isti dan. Veš, in je ona bila tista, ki ga je celo njegovo življenje v bistvu ohranjala pri sebi, ne, tako, da je preživel vse oblike režimskega nasilja, najprej od postreboja češko-slovaškega komunizma in Varšavskega pakta do nekoga, ki so ga za kazen poslali, potem, ko se je že po koncu svoje kariere seveda z lastnim telesom zoperstavil sovjetskim tankom in potem končal v rudnikih urana in kasneje, kot je kao malce rehabilitiran kot smetar na ulicah Prage, ker so ljudje pometali na mesnega, ker so ga prepoznavali. Ne. Je taka močna zgodba. Je, ne. In v zadnji vsa ta zaslišanja in ko sem delal research, v bistvu, ko sem to preberal, pa ko sem delal pol kasneje research zdaj pred odhodom Severne Koreje, ne, sem imel zelo podobne občutke in preberal podobne stavke in na zadnji vaji pred premiero
sem na odru videl tudi Severno Korejo. Ne? A veš, in so se stvari, in to sicer dokazuje, da mogoče pri meni problem, ne? Da neka naracija ali pa neka percepcija pri meni močnejša od druge in mogoče dominira temu, kar vidim, pišem, razumem, sporočam. Ne? Ampak vseeno v jedru ostaja samo ena stvar, pač nek boj za univerzalne človekove pravice, no? In osebno svobodo. Ne? To je bilo pa. Mislim, meni je všeč, da smo na neki točki povezali s Severno Korejo, Varšavski pakt, pa tek. Mislim, da to, če tega ne bi bilo... Cela današnja epizoda o teku. Hvala, vsi. Bravo, momca. To je bilo pa tok panov, pa še nismo spravili. Poslušalci in poslušalke, naj vam tekne ta epizoda. To je res. To, kar si omenil pane, pa se spomniš na Big Pana. Še en, v glavnem. Admin zelo na hitro, pižamc. Seveda, aparatus.si smo na spletu, potem pa seveda aparatus.si tudi na Facebooku, kjer nas najdete tudi v eni lični skupinici, ki se reče Aparatus Legitimna FB skupina. Pridite, družite se, dajte kakšne linke, dajte kakšne debatke, načete, radi imamo. Ker smo objavili tvoj članek, by the way, to, da veš. Ker dejansko je super, da nek ta aparatus skupnost živi. In je super videti, kako dobivamo nazaj te povratne informacije, da vam je všeč to, kar počnemo, seveda tudi s predlogi za izboljšave, recimo Anže ne toliko šalo hrani, prosim. Najdete nas tudi na Twitterih, tam smo aparatus počrtaj si in pa seveda podrobnosti počrtaj si, služen strokovnjak, ki se je medtem napil sveže studenčnice in obljublja, da bo bolj pridno postal v naslednjih tednih, dnevih, letih, mesecih in lunah. In pa seveda ta podcast je zastonj. Podpri.si. Hvala. In pa, da povabimo seveda še 29. na Mej nevidnega, kjer se bojo dogajali kar 3 podcasti, se pravi Obod, Film Flow in pa podrobnosti v živo. Pejte na njihovo spletno stran. Pridite pogledati, tudi če nimate časa, glih takrat, ko so podcasti. Pridite, ker je res dobro. Pejte pogledati, ker je res super stvar. Pobe in pobi, ki jih delajo te zadeve, imajo veliko srca in obvladajo zadeve, vsako leto večja. Pelte otroke, če jih imajo, ful je zabavno, pravzaprav za ta male. Slovenski komikon nartuje in je res dobro. Sam pa pogledajte malo sem prej okoli Vogla, da ne bojo res v njih te hudi hardcore cosplayev, kjer je mogoče to, ja. To mislim, to da je bil admin, po moje. Admina tiče. Koga najde? Se to bom zdaj naredil. Ne prekitevaj. Pižamski si na internetu. Afna Pizama na Twitterju, občasno Stric Bedanc na Instagramu, kar pogosto, pa Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku vsake tok časa. Odlično. Zakaj si Stric Bedanc na Instagramu? Tukaj ima ena ženska pižama, nočemo se o tem pogovarjati. Res? Ja, stara smo, ne bomo pogrevali tega. Slava, zelo slava zgodba. Zanči, sem to praprotnik je šel kar pisati. Je šel pisati, ja. Ne, lahko bi bil Pizama 1. Ja, to je Pizama, ali pa Pizam CHY. Ja, žamči. Pizama XXX. Ja, to je to. Ali pa ne. Bogi, kje si pa ti na internetu? Bog je nahvar. Odlično. Na Twitterju, to moraš povedati zraven. In Instagram, ne si bo. Ja, ajde, WeChat pa tam. WeChat, Bošti? Afna Bošti na Twitterju, pa Boštjan Videmsek na Facebooku. Na Facebooku, kjer dejansko kar pridno objavljaš, to moram reči. Ja, objavljam ga komedije, še posebej zdaj, ker sem freelancer. To je tudi mogoče tema za eno debato enkrat. Jaz sem povsod več ali manj anzeta, drugač pa zdaj pa kot vedno, Pižamc bo rekel adijo. Adijo. Bošti bo rekel adijo. Adijo. Jaz bom rekel adijo, zdaj pa še to, kar vsi čakamo. Srečno, pa ne za večno. Okay, to je to, čau.